imeli. Pa imate. Loviš kandidate tudi v Cerkvi? Jih vmes malo. Teče. Slovenija je bogata z vodami. To obilje slovenskih voda velikokrat tudi povzroči celo vrsto težav na poplavnih območjih. Zato je protipoplavna zaščita ena od naših prioritet našega novega razvojnega modela Slovenije, kot smo poimenovali naš programski dokument. Sam imam na tem področju precej izkušenj. Ena je ta, ki sem jo delil, ko sem bil minister za kmetijstvo in okolje in sem imel možnost pospešiti dva projekta, ki se financirata iz kohezijskih sredstev. Tako projekt na Savinji, vse od Celja, Laškega do Luč. Drugi projekt pa je protipoplavna zaščita na območju Dupleka. Drug projekt, ki je prav tako pomemben, pa je izgradnja hidroelektrarne na spodnji Savi in tudi ta projekt je bil umeščen v prostor s osnovnim ciljem, da Posavje zaščitimo poplavne nesreč, ki jih povzročajo vode, ki se zlijejo v to območje. Za naprej je potrebno dati prioriteto tem ukrepom. En vir je zagotovo še naprej kohezijski denar, evropski denar, vendar se moramo jasno zavedati, da je to bistveno premalo denarja za rešitev vseh 61 območij, ki so bila leta 2012 označena kot prioritetna za reševanje poplavne varnosti v Sloveniji. Zato so že v tistem času stekli pogovori z Evropsko investicijsko banko, ki za te namene omogoča najcenejše kredite z dolgo dobo odplačevanja, 20 let, 5-letnim moratorijem na odplačevanje teh kreditov in sam sem globoko prepričan, da bi za izgradnjo protipoplavne zaščite v Sloveniji naredili prvič to, da bodo ljudje na varnem, drugič pa, da bo škod bistveno manj in sam sem prepričan, da bi odplačevanje kreditov stalo manj kot odpravo škod, ki jih bodo vode naredile v naslednjih desetletjih. Potrebna je reorganizacija vodarske službe, vodarje spraviti na eno mesto, javno podjetje, ki bo skrbelo za slovenske vode, pospešeno pripraviti projekte za protipoplavno zaščito in se na državnem nivoju jasno odločiti, da je to ena izmed ključnih prioritet. Tako so se odločile tudi Avstrija, Slovaška, Češka, Nemčija po katastrofalnih poplavah leta 2002 in to je naša zaveza in obljuba, da bomo kot stranka, ki bo v vladi se opredeljevala od tega področja, to dala kot prvo prioriteto. Kakšni so po vašem mnenju ob vsem tem posegi v naravo? Vemo, da so se Celjani predvsem lansko leto pritoževali nad sečnjo dreves in tako dalje. Kako je s tem? Izkušnje, ki jih so si tudi nabrali slovenski projektanti v zadnjih letih, potrjujejo to, da je možno te posege umestiti v prostor tudi ob spoštovanju naravovarstvene stroke, ki varuje kulturno dediščino. Projekti, ki se danes umeščajo, izvajajo, so bistveno bolj strokovni in na temu področju se daje bistveno večji poudarek. Tako da jaz sem trdno prepričan, da je potrebno pri projektiranju poiskati tisti kompromis, ki ga je v takem primeru potrebno iskati, kajti v nasprotnem primeru pride potem vodni val, ki prav nič ne parlamentira s soglasodajalci, ampak svojo škodo naredi preko dneva, preko noči in naredi razdejanje, pa velikokrat so tudi človeške žrtve in pa uničeno premoženje ljudi. Kar pa naše gledalce verjetno tudi najbolj zanima po končanju vseh teh protipoplavnih ukrepov, bodo lahko mirneje spali? Zagotovo. Izkušnje, ki kažejo projekti, ki so že izvedeni, so takšne, da so območja, kjer je projekt zaključen, potem tudi protipoplavna varnost bistveno večja. Je pa potrebno pri umeščanju takšnih projektov razumeti tudi to, da je potrebno narediti kakšen suh zadrževalnik, da imajo mesta, poseljena območja prednost pred drugimi površinami. Na tistih površinah je pa idealna priložnost, da se s protipoplavnimi zaščitami tudi poskrbi območja z vodo za namakanje in tudi te kompromisi zopet, kjer nekaj izgubiš, na drugi strani lahko pa z intenzivnejšo kmetijsko prirodo marsikaj pridobiš. To je možno narediti tako v porečju Savinje, podobno se dogaja tudi na porečju Save v umestitvi hidroelektrarn in kolikor je dovolj modrosti, dovolj zrelih ljudi ob takih projektih, je na koncu za vse bolje in prepričan sem, da se to da v naslednjih letih narediti. Najlepša hvala. Prosim, z veseljem. Hvala. Hvala vam. Evo, tako.